V redu. Jaz sem vesela, da sem danes z vami tukaj, še posebej naslova teme, ki mi je bila dodeljena, in sicer bom z vami lahko delila spoznanja, večina jo verjetno poznate, o kurkumi. Kurkuma je nov, Kurkuma Pro je nov preparat med mnogimi dobrimi, odličnimi prehranskimi dopolnili Kalivite. Kurkuma Pro je pa tista članica med temi zeliščnimi preparati, naravnimi preparati, ki si zasluži posebno pozornost zaradi učinkovitosti, predvsem zaradi dobre resorpcije. Rabim pomoč. Kurkuma je v zadnjih desetletjih poznana tudi v slovenskem prostoru. Gotovo jo večina uporablja vsakodnevno v kulinariki. Je ena pomembnih oziroma glavna sestavina karija, mogoče od tam ven, kdo pozna bolj, kot res od sprotne uporabe pri pripravi ogljikovih hidratov in masnih reči. V to pač vabijo kuharji, odlični kuharji. Zdaj pa ne vem, zakaj tu ni tistih ozadij, ste pol dala stran? Posvetljeno. Pri kurkumi, v starih zapisih o kurkumi, ni nikjer podatka, da bi jo bili namenjali bogovom ali uporabljali za izganjanje demonov, ne? Tako da bolj drži, da so jo bogovi namenili nam ljudem, zato da bi z njo lajšali mnoge težave in neprilike, ki se nam v življenju dogajajo. Vse 4000 let so kurkumo uporabljajo v Aziji, bodisi v zdravilne namene, v kulinariki, v kozmetiki ali za barvanje tekstila. Poznali so jo v starih časih tudi na evropskih tleh, ni nekaj novega, neka iznajdba zadnjih desetletij v evropskem prostoru, saj so zapisi, da so jo znali uporabljati Grki, pa kasneje Rimljani, potem je malo izginila iz tega prostora. Obstaja pa mnogo zapisov, ki so nastali med letom 1000 in 1600, o tem, kako s pridom lahko kurkumo uporabimo za zdravljenje mnogoterih težav, mnogih bolezni. Predvsem so te zdravilne pripravke pripravljali za samostanskimi zidovi, se pravi menihi so si z njo kupovali ime. 1600 je, vemo, so požigali zeliščarce, skurili bukve, tako da morda je v evropskem prostoru poznavanje pozitivnih učinkov kurkume na človeka v celoti, ne samo na telesno zdravje, potihnilo, izginilo. Skratka, zdaj vemo, da ima kurkuma mnogo takšnih vplivov na telo, da jo je potrebno res vključiti v svoj vsakdan. Najbolj raziskovan, znanstveno raziskovan in potrjen je njen protivnetni učinek. Kurkuma ima zelo močno antioksidativno delovanje. Sodobne študije jo primerjajo z antioksidativnim delovanjem vitamina C in pišejo, da je celo bolj potentna v tem pobiranju presežnih prostih radikalov v telesu, kakor vitamin E. Se pravi, je njeno antioksidativno učinkovanje res veliko. V kulinariki jo uporabljamo predvsem zaradi tega, ker spodbuja delovanje prebavil. Pravijo, da je najboljša prijateljica jeter in žolčnika. Zakaj? Ravno preko spodbujanja delovanja teh dveh dela vse tisto dobro, kar v trebuhu dobrega povzroči. V zadnjem času so zelo spodbudni podatki študij o pozitivnem delovanju kurkume na zdravje centralnega živčnega sistema, predvsem te senilne demence. Lajša pa tudi depresijo. Nekaj teh študij se bom kasneje v predstavitvi dotaknila. Kurkuma spada med ostre lilijevke,
podobno kot ingver, potem gargant in pa kardamom. Je tudi lilijevka, ki je ostrega okusa. Kurkuma je sicer manj ostra kakor ingver, ampak vseeno ostra, grenkega okusa. Bolje grenka, bolj jo grejemo, tako da v indijski kuhinji jo dodajajo, ko pripravljajo začimbno mešanico, res povsem na koncu na ghee, ravno zaradi tega, da ne bi grenila. Kaj je tistega v kurkumi, kaj so zdravilne učinkovine, kaj je tisto, kar pozitivno vpliva na naše počutje in zdravje? To so eterična olja, predvsem pa kompleks polifenola kurkumina, ki ga sestavlja več kemijskih oblik kurkumina. Potem so seveda prisotne tudi beljakovine, marsikateri sladkor. Zanimiv je podatek, da je v 1 gramu naravne kurkume, se pravi takšne, kot jo uporabljamo v kuhinji, celodnevna potreba po manganu. Mangan je tudi pomemben elektrolit za naše telo, saj sodeluje v mnogih encimskih procesih na celičnem nivoju. Žal pa se tisti, če pojemo, dodamo jedem 1 gram kurkume, ne resorbira v celoti in zato je kurkuma pro kalivitino prehransko dopolnilo toliko posebna, ker so znali z posebnimi obdelavami povečati njeno biološko, da je na razpolago celičju, se pravi biorazpoložljivost. Omenila sem že, da največ študij namenjenih vplivanju kurkume na vnetne procese. Zakaj toliko študij ravno na temo vnetja in kurkume? Morda je po eni strani razlog ta, da ljudje večino denarja, ki ga zapravijo za zdravila, največji del uporabijo za preganjanje posledic vnetja. Se pravi aspirine, andole, brufene, ne vem, voltarene, če naštem tudi kakega od tistih, ki ga predpišemo zdravniki. Se pravi, cena teh zdravil je res visoka, bodisi da plačujemo iz žepa ali plača za to država. Po drugi strani je pa vnetje začetek vsega v telesu, dobrega in slabega, predvsem slabega. Ljudje običajno mislijo, da je vnetje neka oteklina, bolečina in da to je to, ampak vnetje se žal dogaja na sistemskem nivoju, se pravi pri vnetju bi lahko rekli, da vnetje potem sproži imunski odgovor, čvrst imunski odgovor pa zagotavlja vnetje. Zdaj čvrst imunski odgovor imajo ljudje, ki pač priznavajo telesu neko veljavo, se pravi se zavedajo, da je zdravje potrebno vsakodnevno negovati, kot smo že danes slišali. Vsak trenutek se človek odloča med boleznijo in zdravjem pravzaprav, ker ne samo hrana, gibanje, počitek, pozitivna naravnanost, še mnogo je dejavnikov, ki imajo pomemben vpliv na dogajanja na nivoju celice. In tam se pravzaprav vse zdravje, dobro razpoloženje, veliko vitalne energije dogaja ali pa uničuje. Se pravi, vnetje poteka na sistemskem nivoju, običajno je ta naš obrambni sistem, si lahko predstavljate, da ima nek gumb za uravnavanje jakosti. Kadar mi dobro funkcioniramo, je največkrat ta jakost nastavljena zelo nizko. Se pravi, je vklopljena samo neka kamera, s katero telo spremlja, kaj se v telesu na široko dogaja. In takoj, ko vidi nekje neko čudno delitev, neke mikrobe, toksine ali alergene, bodisi interne ali eksternega izvora, se začne dogajanje. Začne kopica dogajanja v smeri vnetja, se pravi tleče vnetje, razplamti. In mi to čutimo kot neko rdečino, oteklino, potem toploto, bolečina temu sledi in na koncu zmanjšana funkcija telesa. To vnetje
tisto tiho se lahko dogaja na nekem področju telesa, kjer imamo mi čutnice za zaznavanje bolečine in nas boli, lahko pa teče tudi nekje daleč in tega sploh ne vemo. Se pravi, tako tlenje v telesu pravzaprav naredi enako reč, kot se zgodi za drvo. Tudi če samo tli, je na koncu se spremeni v oglje oziroma v pepel. Taka tiha vnetja v telesu končajo v Alzheimerjevi bolezni, diabetesu, raku. Začetek vsega je zelo nežno, se pravi nedivje vnetje. In če ga mi zanemarimo, gremo dalje, naprej v svet, približno tako je danes, dosti prehlajena tu med vami. Če se to kar naprej v življenju ponavlja, plačamo visok davek z neko resno boleznijo. Tako da vnetje je začetek vsega dobrega, predvsem pa hudega v telesu in se splača delati na tem, da vnetje nikoli ne razplemti, da je ta obramba naravnana res na tisto nizko stopnjo. No in kurkuma vpliva na cel kup mediatorjev vnetja, se pravi modulira tvorbo citokinov, inhibira sistemske tiste proaktivne snovi, ki se pri vnetju dvigujejo, C-reaktivne proteine, recimo tak, in pa inhibira tudi lokalno v tkivih, predvsem preko. Ni namen, da poznate, kako ta kaskada teče pri vnetnem procesu, ampak bolj, da imate v mislih, da vnetje je tisto, ki mi dela slabo in je že prav, da skrbim z hrano, gibanjem, življenjskim stilom, ki ga izberem, seveda tudi z kakim dopolnilom, v kakem obdobju, ekstra obdobju, ki ga živimo, upamo, da je prehodno, da ne postane kronično. Ker je kurkuma preparat namenjen predvsem težavam sklepi, se pravi težavam z lokomotornim aparatom, bodisi artrozam ali vnetnim spremembam na gibalih, sem tule dodala eno prosojnico, na kateri se vidi, da dogajanje v področju, se pravi na sklepu, teče vsaj v 3 fazah. Najprej se začne zelo nežno za neko iniciacijo na periferiji, potem se pač tvori imunski kompleks in ta protitelesa se že nalagajo na sinovijo, ker pride do propagiranja le-te, in v 3. fazi se že dogaja poškodba na strukturah sklepa, bodisi na kosti, hrustancih ali vezivnem tkivu ob sklepu. Gibala so tista, ki tudi v Sloveniji, ne le v Združenih državah Amerike in ostalem razvitem svetu, so na prvem mestu po bolniškem staležu, se pravi bolečina, omejena gibljivost, so tisti, ki zahtevajo pravzaprav zdravljenje, odmor, prekinitev dela. Tako da razlogov za to, da želi posameznik, družba, država čim več zdravja gibal, so očitni. Tu je ena shema, na kak način se dogaja pri osteoartrozi. Desna polovica prikazuje sklep, ki je že spremenjen po takem kroničnem vnetju, medtem ko na levi strani je normalna sklepna struktura. Osteoartroza se običajno dogaja kot bolečina, omejena gibljivost, kasneje tudi deformacija sklepa in tak sklep je potem omeji vsakodnevne aktivnosti posameznika. Ogromno študij potrjuje, da je kurkumin, se pravi izvleček kurkume oziroma aktivna snov v kurkumi, tista, ki izredno ugodno deluje na več znakov,
ki pravzaprav se pojavljajo pri težavah z lokomotornim sistemom. Znana je ta jutranja okorelost, potem odtekanje sklepov, bolečnost, omejena gibljivost tudi preko dneva, ne samo zjutraj. Študije so delali, zanimiva študija obstaja, kjer so spremljali učinkovitost brufena in učinkovitost kurkumina. Se pravi, so imeli dve skupini ljudi, ena je jemala brufen, druga je jemala samo izvleček kurkume, kurkumin. Pravzaprav so izsledki presenetljivi, saj brufen in kurkuma se ne razlikujeta po učinkovitosti. Dajali so pa 1000 do 1500 mg kurkume, ne, z kurkuminom, kjer je kurkumin je ena glavnih aktivnih snovi, ta kurkuminski kompleks v kurkumi. Po 6 tednih so delali spet, so gledali subjektivne in objektivne kazalce takega osteoartroze in so bili nad rezultati pravzaprav raziskovalci presenečeni, saj so študije delali znanstveniki, ki so navajeni predpisovati predvsem farmacevtske pripravke, ne pa naravne učinkovine. Kurkuma je povezana tudi z zdravjem prebavil. Sem že omenjala, da jo tradicionalne medicine častijo predvsem v tem področju telesa, predvsem ajurvedska, medtem ko tradicionalna kitajska medicina jo s pridom koristi v torakalnem delu, se pravi nad prepono. Poznajo za rečenje sluzi v pljučih, v sinusih, izboljšuje delovanje pljuč, skratka v zgornjem delu jo Kitajci hudo upoštevajo. Kitajci uporabijo kot tisto začimbo, ki greje, ki čisti kri, medtem ko je v ajurvedi čistlana zaradi tega splošnega vpliva na celega človeka, po drugi strani pa je uporabna pri vseh treh došah. Oni pač zdravje človeka obravnavajo preko balansa ali disbalansa med temi tremi došami in pravzaprav s kurkumo pri nobeni ne moramo narediti kaj slabega. Nikoli ne dosežemo disbalans, tudi če ne poznamo, katere doša je tista, ki sili oziroma je manjka v telesu. Tudi tu so bile delane študije in sicer so spremljali bolnike, ki imajo kronično vnetno bolezen, bodisi ulcerozni kolitis ali Crohnovo bolezen. Skupina je dobivala sulfasalazin in pa placebo, druga skupina pa sulfasalazin plus kurkumin in oblikovali so eno mero, se pravi bolečina, tiste subjektivne kazalce človek v nek skor oblikoval, po drugi strani so pa tudi z laboratorijem in endoskopsko spremljali spremembe po 6 mesecih. Bili so presenečeni, saj so bile te spremembe bistveno bolj pozitivne v skupini ljudi, ki je imela 2x ali 3x 500 mg kurkumina, kakor tistih, ki so ob sulfasalazinu, kakor pri tistih, ki so pri sulfasalazinu jemali še zraven nek placebo. Tako da vabi k uporabi tudi pri težavah na področju prebavil. Po drugi strani smo danes že slišali, da se vse slabo začne s takim tihim vnetjem v črevesju in če se tega zavedamo, se splača za zdravje črevesja poskrbeti. Ali pa skrbeti, ne poskrbeti. Kurkumin ima tudi vpliv na jetra in žolčnik in sicer stimulira delovanje obeh. Zaradi tega je treba malo pozornosti pri ljudeh z žolčnimi kamni, to omenim potem kasneje, kje moramo kurkumo uporabljati bolj previdno, pri katerih težavah. Po drugi strani je velika študija, kjer so gledali bolnike s preddiabetesom, se pravi, ko še niso zahtevali, ko bolezen zvišan krvni sladkor še ni zahteval
zdravljenja z medicinskim pripravkom ali inzulinom, so pa že bila povabila pozorneje, več gibanja, to, kar pač vemo, da sodi k nekomu, ki želi premagati zvišan krvni sladkor. In sicer so ugotovili, da vpliva na beta, pozitivno kurkumin na beta celice pankreasa, to je tiste celice, kjer inzulin nastaja, po drugi strani pa zmanjšuje tudi inzulinsko rezistenco oziroma odgovor na inzulin na periferiji. Tako da tudi to. Kurkumin je dobrodošel, krepi tudi zdravje srca in ožilja. Seveda ne samo kurkumin, zato je tu zraven hrana pa gibanje. Tule je potem en srček kurkume. No, sem se ravno tako postavila. Kako bi koristila zdravje srca in ožilja kurkuma? Preko svojega sistemskega delovanja na metabolizem maščob in ogljikovih hidratov. Ob jemanju 500 mg kurkume dnevno, se pravi navadnega pripravka, se po nekaj tednih zniža nivo LDL-a, to je slabega holesterola, nivo trigliceridov v krvi in po 6 tednih tudi dvigne nivo dobrega HDL holesterola v krvi. Se pravi, preko tega pozitivnega učinkovanja ali pa poseganja v metabolizem maščob. Po drugi strani pa sem že omenjala, da je dobrodošlo njeno delovanje pri uravnavanju krvnega sladkorja. Se pravi, oboje, dvignjen visok sladkor, visoke maščobe v krvi, seveda ni pozabiti njenega protivnetnega učinka. V ožilju se vse dogaja prav zaradi vnetja. Dokler ni vnetja na žilni steni, se pravzaprav tudi holesterol nima kam odlagati oziroma za kaj odlagati. Kdor se giba, kdor se pravzaprav dnevno rekreira, nima samo močnega, zdravega srca, ampak s tem poskrbi tudi za zdravje centralnega živčnega sistema, možganov. Alzheimerjevi demenci govorijo danes kot o diabetesu 3. V zvezi z demenco sem slišala enkrat profesor Pirtovška reči, da prepričajmo ljudi, da je gibanje tisto, ki je pomembno za zdravje, ki je pravzaprav najpomembnejši dejavnik dobrega zdravja. Tam je imel eno morsko zvezdo pripeto na morsko dno in je povedal, da tej zvezdi se možgani, ena taka morula celic, razvije samo za 4 ure, da lahko opravi svoje poslanstvo, da se razmnoži, se pravi odlepi od dna, potuje, ti možgani jo ščitijo pred sovražniki, ko potuje do naslednjega mesta, kjer se zopet prilepi in je spet prisesana naprej. Se pravi, se nič ne giba. Samo za teh nekaj ur gibanja je razvila možgane. Tako da možgane imamo zato, da lahko gibamo. Za gibanje so bili razviti. In upoštevajmo to. Ne samo, da posega v organsko dogajanje v centralnem živčnem sistemu, pomemben je ta protivnetno delovanje. Pri Alzheimerju so pač značilni ti amiloidni plaki. Dobrodejno pa vpliva tudi na naše počutje, se pravi, nekdo, ki je depresiven, to je bila zanimiva študija delana znanstvena, da so depresivnim ljudem dodajali 500 ali 1000 mg kurkume dnevno ali pa placebo in tem, ki so dodajali k osnovnemu zdravilu kurkumu, ti so poročali o bistveno manj težavah, manj so bili žalostni, bolj aktivni, več dejavnosti so sami prožili. Predvsem pa je bilo teh napadov paničnega strahu, anksioznosti manj. Pravijo, da 80% žensk v rodnem obdobju trpi zaradi premenstrualnega sindroma. Ta se razvije, ta nastane oziroma težave
To vrstne se razvijajo v drugi polovici menstrualnega ciklusa, se pravi tik pred menstruacijo. Ženske takrat postanejo take, kot tule piše. Dobra dekleta postanejo zlobna, ne vejo, kaj bi imele mir, pa bi rade družbo, pa sladoled, pa rajši kaj ostrega. Skratka, kdor ima te težave ali pa koga v družini, ki trpi zaradi tega sindroma premenstrualnega, bo vedel, da si ti ljudje res zaščitijo, res zaslužijo neko podporo. Tu so dodajali nizke doze kurkume v študiji, in sicer 150 mg 7 dni pred menstruacijo in 5 dni po menstruaciji, se pravi po krvavitvi. In težav je bilo bistveno manj, so praktično izvenele, tako da so bile ženske navdušene. Jaz sem že omenila, da ajurveda časti kurkumo. V ajurvedski medicini je to najpomembnejše zdravilo. To čast je zaslužila zaradi tega celostnega delovanja, se pravi, deluje na človeka celega. Mi smo videli, da krepi zdravje telesa, se pravi na telesnem nivoju, potem ščiti centralni živčni sistem, naša misel je bolj jasna, vpleta se v čustvovanje posledično, in kadar smo usklajeni na teh treh nivojih, je gotovo tudi naši duši lepo, ne? Tako da ni čudno, da je tako čaščena. Tu je cel kup iz različnih organskih sistemov, bolezni so navedene, ki različne organske sisteme prizadenejo, nekaterih sem se dotaknila preko teh znanstvenih študij, ki so jih delali. Praktično ni sistema, kjer se kurkuma ne bi vpletla. Zakaj? Poskusila sem vas spomniti, da je vnetje sistemski proces, se pravi, ni nekaj lokalnega. Tudi če se dogaja kje lokalno, lahko preko sistemskega delovanja, preko prisotnosti mediatorjev v krvnem obtoku. Recimo, največ ljudi se bo zdaj spomnilo, da ste že slišali, če imaš neko vnetno žarišče v zobu, je treba tak fokus odstraniti, ker sicer boš imel težave z srčnimi zaklopkami. Velikokrat za tak fokus človek niti ne zna, da ga pri slikanju ne pozna, ker nima bolečin. In to so tista tleča vnetja, tleča žarišča, ki lahko pripeljejo do resnih bolezni. Na trgu je mnogo pripravkov s kurkumo. Kurkuma Pro Kalivitin preparat je nekaj res čisto posebnega, zaradi te povečane biodosegljivosti in zaradi podaljšane prisotnosti v krvnem obtoku. Na nivoju kulinarike, se pravi, kadar uporabljamo kurkumo kot začimbo v kuhinji, o uporabi te oziroma različnih začimb ima zelo lepe knjige v slovenskem jeziku Sanja Lončar. Ona, ko predstavi kurkumo, reče, da je kurkuma kot nek davčni inšpektor. Deluje pa samo do jetrne celice, kadar jo vnesemo naravno kurkumo v telo. Zaradi tega, ker se vmes razgradi oziroma v jetrih konjugira do konca ta naravna oblika. Čekira namreč vse, kjer pride v stik, se pravi vso črevesje, do jetrne celice lahko odkrije nore delitve, vnetne procese in se tam vpleta preko lokalnih ali sistemskih mediatorjev oziroma proaktivnih substanc, ki jih inhibira. Kadar uporabljamo kurkumo kot začimbo, rumen prašek je, pridobivajo jo iz rizomov, in sicer tako, da ko jih izkopljejo, ko se posuši tisti zeleni del rastline, jih prevrejo na kratko, potem posušijo in zmeljejo v prah. Ki je slabo resorption, to bi še morala povedati enkrat, 5 do 35, nekateri pišejo 40% tistega, kar vnesemo, se resorbira, pa še to postane inaktivno
v krvnem obtoku, se pravi portalno do jeter zdrži, kasneje ga pa ni več. Tako da Kalivita zares ponosno lahko predstavi svoj izdelek Kurkuma Pro in jo lahko pozdravimo, ta preparat v skupini izdelkov na osnovi zelišč. Zakaj je tako posebna? Zaradi te edinstvene tehnologije, s katero je postal zdaj kurkumin toliko bolj prisoten v sistemu, telesnem sistemu, v krvnem obtoku in ker so mu znali dodati bioperin, ki bistveno izboljša izkoriste kurkumina. Po eni strani upočasni njegovo razgradnjo, po drugi strani pa ta mikroaktivna formula, do 10 mikronov so velike zdaj te molekule, lažje prestopi endotelno bariero, se pravi prije v kapilare in naprej v vene in arterije in sistemsko deluje. V Kurkumi Pro so tako izvlečki kurkume, in sicer kurkumoidi in pa mikroaktivni kurkumin. Dodan je ta bioperin, zaradi tega, da poveča to biodosegljivost, biorazpoložljivost je pravilneje reči v slovenščini, kurkumina in kurkumoidov. Odmerjamo pa Kurkumo Pro 1 tableto na dan, ravno zaradi tega večjega delovanja, ker smo jo znali narediti toliko obstojnejšo in toliko lažje se resorbira ta mala molekula. Zdaj, komu bi Kurkumo Pro svetovali? Lahko čisto preventivno nekomu, ki se zaveda, da ko je star 30-35 let, se pravzaprav ne uspe več upirati naravnemu procesu staranju in si telo zasluži podporo v obliki nekega prehranskega dopolnila, ki morda deluje na način, kot deluje kurkuma. Je antioksidant, je protivnetno zdravilo. Tistim, ki se ukvarjajo s športi, ker športniki vedno utrpijo neke mikrotravme, ki posledično potem lahko pripeljejo do zgodnje artroze. Artrozo smo včasih imenovali starostna revma, obrabna revma, se pravi, trpijo ne samo sklepi športnikov, ampak tudi predebelih ljudi, se pravi spet skupina, ki je kurkumo zasvetova, da jo vzame. Pa seveda vsem ljudem, ki imajo artrozo ali artritis, saj resne znanstvene študije dokazujejo, da zmanjšuje tiste znake, ki so pravzaprav omejujoči v vsakodnevnem življenju človeka, ki ima bolezen lokomotornega sistema. Se pravi, ta jutranja okorelost, bolečine, zmanjšana uporabnost sklepa kot takega. Kurkumo je prav, da hranimo, uničujejo sonce, se pravi, če dobimo na kako perilo, na belo, je tudi ven kuhanje ne spravi ven. Pomagamo lahko iz kakšne sintetike odstraniti, da z mastjo premažemo, z oljem, podrgnemo, speremo in damo na sonce, tako reči, ker sonce je tisto, ki kurkuma ga časti, je neka začimba sonca in sreče, po drugi strani pa jo samo sonce premaga, ne. Tako da sonce s tistim, kar si boste obarvali. Zato je treba hraniti v temnem in suhem prostoru, ker sonce ji pride do živega, ne. Pozorno je treba predlagati jemanje, uvedbo kurkume za zmanjševanje simptomov raznih bolezni gibalnega aparata pri ljudeh, ki imajo katerokoli zdravilo za redčenje krvi. Tudi če jemljejo samo aspirin, ga je treba opozoriti na to, da kurkuma povečuje učinkovitost aspirina. Še posebej pozorno je pa treba ravnati pri teh, ki so na heparinu, ali pri tistih, ki imajo, ne vem, marevan ali kak drug sodobnejši pripravek za redčenje krvi. Zaradi tega, ker zvečuje
možnost za krvavitev. Ljudje, ki se pripravljajo na nek planiran operativni poseg, se jim odsvetuje jemanje kurkume 10 dni pred takim posegom, zato da ne moti laboratorijskih preiskav okrog strjevanja krvi. Pozorno je treba biti pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Če se spomnite, sem pri vplivanju kurkume na trebušno slinavko omenila, da niža nivo postprandialnega sladkorja, ali pa sem to pozabila, izboljša pa učinkovanje beta celic pankreasa, se pravi pri diabetes tip 2 bi lahko nižala in večala zmožnost za hipoglikemično krizo, se pravi takrat, ko je nizek sladkor. Ker niža nivo sladkorja v krvi, ker se zapleta metabolizem sladkorja. Pozorno je treba pri ljudeh z žolčnimi kamni, ker lahko zaradi tega učinkovanja, stimuliranja delovanja žolčnika in izločanja žolča iz jetrne celice povzroči krče in posledično napad žolčnih kamnov, silna bolečina, po nekaterih študijah na drugem mestu, tako za napadom ledvičnih kamnov. Tako da je treba biti tam pozoren. Po drugi strani pa svetovati ljudem, ki nimajo žolčnika, ki so jim zaradi kroničnega vnetja, največkrat po kamnih, žolčnik odstranili. Še posebej, kadar jejo masne jedi, ki zahtevajo veliko žolčnih kislin, ali škrobnate jedi, katerih prebavljivost tudi zvečuje kurkuma. Odsvetuje pa se jemanje pri ljudeh, ki jemljajo katero od teh zdravil, se pravi, dajemo jo, ponavadi jo ordiniramo po jedi ravno zaradi tega, ker povečuje izločanje želodčne kisline. In ljudje, ki jemljajo antacide, zato da bi, to je nekaj od, meni se zdi nekaj najslabšega, kar zdravnik lahko naredi, da človeka zadolgo zadrži na antacidu, zdravilu, ki znižuje, bremza izločanje želodčne kisline. Želodčna kislina je namreč nujna za sodogajanje v trebuhu, da se sploh začne prebavni proces in kasneje metabolizem na celičnem nivoju. Meni kot zdravnici se zdi to nekaj najbolj kriminalnega, razen če nekdo prisiljen, da jemlje glukokortikoide in smo mu res kot zaščito primorani predpisati nekaj za zaščito želodčne sluznice. Sicer se pa treba teh zdravil izogibati in se lotiti kisline, bodisi s primernejšim naborom živil, ki jih vnašamo, predvsem pa z bolj čuječim prehranjevanjem, ker tak človek vedno ve, kaj mu težavo dela in ponavadi vztraja pri uživanju tistih jedi. Antibiotik ciprofloksacin, ni da ga napišemo kar naprej, to je preparat Ciprobaj, tudi zmanjša njegovo učinkovitost, in pa imunosupresor ciklofosfamid, največkrat ga jemljajo bolnice z rakom dojke, je pa to tudi eno izmed zdravil pri revmatikih, ki se danes malo uporablja, je pa učinkovito zdravilo pri vnetnem revmatizmu, se pravi pri artritis reumatoides, ne pri artrozah. Zaradi pomankanja znanstvenih študij seveda odsvetujemo jemanje nosečnicam in pa doječim materam. Kurkuma nam torej olajša mnoge težave, zares smiselno jo je svetovati vsem ljudem, ki imajo težave z gibali, predvsem zaradi teh sodobnih študij. Ne zadošča, zapomniti si moramo, da ni dovolj, da jo uporabljamo izdatno v kulinariki, da kadar imamo neke težave, je potrebno dodati v obliki prehranskega dopolnila. Ko iščemo prehransko dopolnilo z vsebnostjo kurkumina in kurkumoidov, izberimo kalivitin preparat, ravno zaradi te mikroformule, ki podaljša njeno delovanje v telesu in zveča učinkovitost teh aktivnih naravnih snovi pri vsakem med nami. Tako da, hvala za vašo pozornost.
Cvetka, najlepša hvala. Zdaj, glede na to, da je to nov izdelek, bi jaz mogoče predala še besedo, če imate kakršnokoli vprašanje. Sicer mislim, da je Cvetka zelo izčrpno in lepo podala tiste ključne stvari. Vseeno pa, kot že rečeno, ker je to novost, če ima slučajno kdo kakšno vprašanje, kar dajte roke gor, pa pridem do njega. Dober dan, jaz bi vprašala, glede na to, da jaz to jemljem že približno 2 tedna in sem opazila tudi malo povečanje bolečin po sklepih. Imam pa artritis. Kaj je možno, da bi naredilo? Zdaj, povečanje bolečin v sklepih ima pač mnogo razlogov lahko, ne? Da bi ravno kurkuma bila vzrok tega, da je bolečin v sklepih več, bi jaz po vsem tem prebranem zdaj težko pritrdila. Najbolj bi povabila, da malo pomislite, kak je bilo z vami, kaj ste vnašala, ste dovolj pila, dovolj spala, ste imela kakšne druge vrste stresov, kar vse zakisa telo. In samo kislo telo običajno najde kak sklep, preko katerega se javlja. Seveda se moramo opazovati, se vidimo, ne vem, verjetno ima večina med vami nek sklep, ki ga v nekem dnevu začne boleti brez pravega razloga. Razlog vedno je in mi ga edini poznamo, ne zdravnik v ambulanti. Treba se vprašati, kaj sem delal zadnje 2-3 dni, koliko sem pil, koliko sem spal, sem imel neke jeza misli, ki so spravile v blok moja jetra. Jaz bi vas povabila, da vztrajate naprej. Študije pišejo o tem, da ga je treba imati 6 tednov, da imamo nek izboljšanje, da je manj bolečine, manj jutranje okorelosti. Nobene študije ni bilo, da bi prej bila učinkovina vidna. Mislim, nisem nič kaj takega, da bi normalno sem jela, kakor sem zmeraj jela, ne, pila tudi zdaj enkrat več, enkrat manj, ne morem reči. Vztrajajte, bodite potrpežljiva. 3 tedne rabimo, da karkoli v telesu spremeni. Naše telo je ego predvsem. Kdor ga ne obvlada, vlada ego in ego ne bi tega. Zakaj bi zdaj? To se mi nič ne pomaga. Ne, jaz bom nadaljevala, vztrajala. Kaj pa še neke izpuščaji tudi opažam? Po rokah, po nogah, ki srbijo. Bi rekla, da je kaj drugo vzrok, ker kurkuma se s pridom uporablja v obeh tradicionalnih medicinah, ki so mu bliže, to je kitajska in ajurvedska. Pri raznih izpuščajih, pri raznih ekcemih, tudi pri luskavici, kot lokalni nanos, da jo zmešamo z gijem, kurkumo in to nanesemo direktno, tudi pri pikih. Tako da tudi morda nekaj v okviru kakšne alergije. Ja. Hvala lepa. Prosim. Alergičen sem na poper, a popra ima, vidimo, kurkumija. Smem jaz to koristiti? Ne vem. Ne vem, kak ste alergični, lahko smo alergični, da nas napenja, da imamo krče, da imamo... Dobim rdečilo po obrazu in po koži. To je koncentriran izvleček črnega popra, tako da če veste, da črnega popra ne smete, ste lahko alergični na to komponento. Ima pa poper več sestavin, zato sem nas vprašala, na kak način ste alergični. Ene alergije so take, da se ljudje z njimi zabavamo kar naprej, dokler nimamo neke druge, so pa take, da pravzaprav nas prestrašijo in se pol tega resno izogibamo. Jaz popra ne jem že leta zaradi tega. Imate, katere so vaše težave, ki bi jih želel prav s kurkumo reševati, kurkumo pro? Nimam nobene onako, reda radi bi vzel, ker tako. Puste. Zakaj bi izzival? Hvala. Izvolite. Gleda, da ni več vprašanj. Povabim vas, da na bioresonanci preverite, na kateri del popra ste občutljiv, gospod. Vmes sem se spomnila, da z bioresonanco lahko preverite različne sestavine črnega popra, na katero ste alergični, pa boste imel potem kompletno odgovor, ker tudi ta piperin je samo neka energija, ki jo tam znajo zmeriti. Tako, če ni več vprašanj, bi se jaz Cvetki še enkrat zahvalila. Pa en aplavz, prosim.